Slovenska demokratska stranka že vse od začetka Pahorjeve vlade opozarja, naj se resno in z vso skrbnostjo loti reševanja področja podnebnih sprememb. Zato smo veseli, da je končno v medresorskem postopku usklajevanja predlog zakona o podnebnih spremembah, čeprav je to že dokaj pozno. Vlada je torej začela delati na tem področju, identificirani so tudi glavni dokumenti za uspešno realizacijo ukrepanja, določila je tudi neko časovnico. Vse to je dobro, vendar pa je mnogo stvari, ki menimo, da so v predlogu zakona slabo zastavljene in želimo na nje opozoriti. Prva stvar, ki nas moti, je že pristop te vlade k reševanju problema podnebnih sprememb. Menimo namreč, da bi najprej morali v Sloveniji pripraviti strategijo, ki bi celovito reševala tako področje ukrepanja proti posledicam na področju podnebnih sprememb in zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov. Na podlagi tega se pripravi akcijski načrt in šele potem se iz teh dveh dokumentov vidi, katera področja je sploh potrebno zakonsko urejati. Zaradi tega, ker je pristop drugačen in je najprej nastal predlog zakona, se tudi vidi, da je ta problematika ozko obravnavana, zgolj kot okoljska problematika. Mi pa vidimo to tudi kot potencialno velik razvojni izziv Slovenije, če bi se seveda tega tudi ustrezno lotili. Druga stvar, ki nas skrbi, je ta, da še vedno niso ocenjene finančne posledice ukrepov. Dokler ne bo finančne ocene, koliko bo to stalo, dokler ne bomo vedeli, od kod bomo ta denar črpali, tako dolgo bomo imeli na papirju le skupek nekih želja. Naslednja stvar je, da iz predloga zakona ne izhaja, da vse dajatve, ki bodo zbrane pod, rečem, streho podnebnih sprememb, ne bodo uporabljene namensko. Če se bodo te dajatve, če se bo ta denar zbiral v nekem integralnem proračunu, to ne bo dobro. Po našem mnenju bi moral biti strogo namensko uporabljen za ukrepanje na področju podnebnih sprememb. V predlogu zakona je tudi nekaj novih idej, kot recimo uvedba nacionalnega ogljičnega trga, pa ogljični odtis in ogljični proračun, kar so vse skupaj dobre teoretične ideje. Kako bodo zaživele, pa je zelo, zelo odvisno od tega, kakšna bo njihova praktična izvedba. In tu opozarjamo na možnost, ki se zelo lahko zgodi, da bodo to zahtevni administrativni postopki, ki bodo vplivali tudi na konkurenčnost naših podjetij. In pa še na to opozarjamo, da v primeru realizacije teh novih idej bomo morali zelo skrbno premisliti tudi nadzor in tega v predlogu zakona nismo zasledili. Ukrepanje na področju podnebnih sprememb mora biti dinamično, z njim se moramo odzivati tudi na nove ugotovitve strokovnjakov, znanstvenikov, upoštevati moramo tudi uspešnost ukrepanja na tem področju, ne le v Sloveniji, tudi v Evropi in globalno nasploh. Zato mora biti absolutno predvideno, da se državna podnebna strategija obnovi vsaj vsakih 5 let, kar trenutno v tem predlogu zakona ni predvideno. Torej, državna podnebna strategija mora biti živ organizem. In še ena pomembna stvar je, ki jo v tem predlogu pogrešamo. To pa je, da je Slovenija del Evropske unije in da se moramo z vsemi ukrepi, ki jih uvajamo, ki jih bomo uvedli, krepko nasloniti na tisto, kar je že uvedla ali še uvaja Unija in na tem področju doseči sinergijo. Torej, če ob koncu potegnem črto, področje podnebnih sprememb je področje, kjer moramo identificirati problem, vendar nadgledati mnogo širše in ga reševati kot razvojni izziv Slovenije.